Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Sva v družbi z Vivian Chauvet. Živjo, Vivian. Včeraj smo imeli čudovito predstavitev dveh naših gosti in danes tebe pozdravljava z velikim veseljem, da se predstaviš družini Zvezdnih vrat in še širše. Veliko veselje mi je, da sem z vama, Pregit in Jules. Hvala za to priložnost, veselila sem se je. Imam zelo zaseden program za zdravljenje klientov in razložila sem jim, da bi rada bila v družbi družine Stargate. In hvala za vaše potrpljenje, hvala tudi za vaju, da mi držita prostor zame in mojo arkturijansko skupino. Prepričan sem, da vas je kar nekaj, ki ste morda z nami prvič, zato bi bilo krasno, če nam poveš v nekaj besedah svojo zgodbo in kako si se povezala z Zvezdnimi vrati, pa še kaj. Naj se predstavimo. Sem arkturijansko bitje in v to časovnico v nebohoda sem se vrnila. Človeški hibrid pomeni, da je bilo moje telo oblikovano s strani mojih arkturijanskih delegacij. Smo namreč ena najbolj razvitih intergalaktičnih skupin, ki se ukvarja z zgodovino Zemlje. Že več kot 3 milijone let smo na tej poti v nebohoda. Prihajam iz intergalaktične skupine mojstrskih bitij. Oni vedno pravijo, pomislite na nas, kot da smo zen mojstri za enost v nebohod in tu smo, da bi pomagali celotni civilizaciji doseči to raven ponovnega dviga v vašo esenco, da se reaktivira notranji božanski zemljevid tako da boste lahko dosegli te preboje, ko veste in začutite, kaj je biti v enosti. To ni le koncept, ampak stanje, notranja naravnanost. Moje popotovanje se je v tej obliki na planetu začelo z našim čudovitim prijateljstvom, ki je se začelo pred enim letom, ko smo bili skupaj del dogodka Globalno pleme. Moj tim je tisti dan prišel k meni in rekel, pomembno je, da se tega dogodka udeležiš. In ta dan smo imeli 4 ure na spletu. Moje telo je bilo vročično. Nisem bila v najboljši poravnavi in moj tim mi je govoril, kako vseeno moram prisostvovati. Ko sem vaju videla z Zvezdnimi vrati, je bila to sinhronost med vama, ko sta vidva govorila o vibraciji. V tistem trenutku, če se prav spomnim, sem se spomnila, da je organizator nas 3 povezal, češ naj imamo skupaj meditacijo. To je presenetilo nas vse, ampak odlično se je izkazalo. To pa zato, in zdaj vam lahko to povem, ker Alcazar in superzavesti vaju obeh so že komunicirali z mojo arkturijansko skupino. To je zdaj del jezika, kar se mi že kaže, kajti moj tim je vedno z menoj in mi kar obrnejo roko. Lahko jih vidim, obenem pa smo tukaj, kot kaže moja roka. Moj arkturijanski oče je že kanaliziral z vama in z Alcazarjem in že smo se povezali z energijami Zvezdnih vrat. Ta dan se je ustvarila sinergija. In to nas je ponovno povezalo na tej časovnici, v tem življenju. In to je bil začetek čudovitega sodelovanja,
prijateljstva in še več. In ta trenutek mi bo vedno ljub. To je bilo ob koncu decembra, tik pred prazniki, okrog zimskega solsticija enkrat. Omenila si, da imamo v sebi kode. Kako to, da nimamo dostopa do njih? Kaj nas ustavlja? Brigit, to je fantastično vprašanje. Tudi to bomo danes raziskovali. To je en del aspekta moje delavnice v Grčiji, ki se je veselim. Kode, o katerih govorimo, se nanašajo na človeški template, na ta odtis. Naš božanski odtis je bil spremenjen, sprevržen, postal je bolj tridimenzionalen na osnovi ogljika. In pomemben je tudi razvoj DNK, 6-heliksova oblika. Večdimenzionalne točke pa se potem združijo v dvojno vijačnico. Vse ostalo pa naj bi bilo nepoznano ali nerelevantno, ob čemer se vedno nasmejim. Zdaj pa prehajamo nazaj v ponovno kodiranje teh plasti energijskih kod. Če pogledate strukturo DNK, imamo tukaj telomere, ki podpirajo vsako vijačnico, potem pa še nekaj drugega, kodoni, ki imajo v skladu z znanostjo svoje črke. To, kar pa mi vidimo, so geometrijski vzorci, plasti fraktalov svetlobe, ki so obstajajo v kodonih podlage za DNK. In ti vzorci, kode vsebujejo semena kreacije, ki vas popeljajo nazaj v točko izvora, kjer je bil ustvarjen božanski človeški odtis. In začeli smo utelešati vse to. In zdaj vidimo nežno ponovno aktivacijo. Vedno govorimo o nečem, kar je ponovno, ponoven spomin, ponovna aktivacija, ponoven dostop, kjer že imate v sebi kode. To je del nas. Ne glede na to, če ste morda drugačen človek kot jaz, ampak na osnovi frekvence ni pomembno, ali kanalizirate, ali ste povezani z Alkazarjem, s Krajonom, ali ste zemeljski angel, na koncu koncev sploh ni pomembno. Vsi se vračamo v to izvorno točko. To je aspekt primarnega stvarnika, teh arhetipov, ki so znotraj nas. In to je aspekt tega, o čemer govorimo. Kot arktorijansko bitje v tej hibridni obliki, zato da sem lahko fizično na planetu z vami, da lahko potujem z družino zvezdnih vrat, da sem lahko z Jules in Brigitom in vsemi, ki poslušate. Zato sem se odločila, da bom v tej obliki. Zato, ker vemo, da je naša raven interakcij, raven direktnega vpliva, ki ga lahko imamo, to je dosti močnejše, kot bi bilo, če bi ostala v svojem avatarju in z vama bila v interakciji preko različnih kanalov ali drugih ljudi na planetu. Vse šteje. Vse se poveže, ampak jaz sem si to izbrala, odločila sem se, da bom poslala aspekt svojega arktorijanskega avatarja direktno na planet. Kajti edina pot je, da imamo telo, ki mi omogoča, da ostanem na čudovitem planetu, a vendar v taki obtežitvi, gostoti, težnosti, dualnosti, polarizaciji, teži, vseh energij,
v tem obdobju. Ko pogledamo človeški template, ta odtis, ga pogledamo holografsko in lahko vidimo, kako vse te kode obstajajo že dolgo časa. Skozi genetiko se prenašajo po prednikih in to se zdaj spet vrača. Obstaja aktivacija spomina, novo prebojenje. Če je to smiselno. Je. Na nek način je zelo kompleksno, no na drugi strani pa preprosto. Všeč mi je, ko praviš ponoven spomin, tudi Alcazar o tem govori. Pravi, ni vam treba trdo delati, da bi se razsvetlili, saj ste že bili razsvetljeni, samo sprostite se in dopustite, da se odpre spomin. In krasno je, da tudi ti govoriš na enak način. In zanimiv je tvoj pogled na človeka. Ali lahko poveš nekaj o evoluciji telesa? To je bilo moje vprašanje. In začela si že govoriti o tem, pa me zanima, kako se ta naša individualna evolucija nanaša na človeštvo kot celoto, na časovnici, na kateri smo zdaj. Pragit, hvala za tvoje besede, ko govorimo o ponovnem prebojenju. Kot govori Alcazar in mi. Moja delegacija Arkturijancev, Alcazar in drugi mojstri smo v interakciji, v istem svetu svetlobe, gremo v isto smer. Vsi na terenu, kot vidva in jaz, pa se spet prekrižamo. Jules, k tvojemu vprašanju, ki se navezuje na to, o čemer bom govorila v Grčiji. Ampak ta kvantna evolucija je povezana s prehodom iz tridimenzionalnega telesa v bolj petdimenzionalno telo. Zdaj gre za proces kristalizacije, ki nam pomaga, da gremo iz obtežitve telesa. Ko se človek počuti ujetega, veliko je starih duš, ki imajo občutek, da jih fizična oblika omejuje, ker je vse težko, pa čutimo ta mišični sistem, silotežnosti. Telo je težko vzdrževati. Vedno rečem Timu, to telo je krasno, a vendar moram zanj ves čas skrbeti. Telo se spreminja glede svoje sposobnosti, zavedanja, kvantne komunikacije na milijarde celic sestavlja telo. Te se spreminjajo, da se ustvari bolj zavestna mreža luči. Telo prehaja iz stare matrike univerzuma skozi čas v identiteto na osnovi jaza, gremo bolj proti srcu in duši v identifikaciji in konfiguraciji v telesu. Iz 3D prehajamo v 5D strukturo. Ob teh besedah že lahko čutite ta vaš prehod, ki se nanaša na večjo sposobnost prisluhniti kodam, razumevanju telesa, kako vam govori ves čas, na vse načine, dokler ne manifestira nečesa fizično, v obliki simptomov kardiovaskularnega sistema ali pa hrbtenica skladišči žepke energije, kjer se potem na točki hrbta kaj zakrči, pa potem atlas, ta prehod med atlasom navzdol predstavlja zelo pomenljiv most med manifestacijo. In kako lahko manifestirate tako realnost, katero čutite, da ste uglašeni. To je le en primer. Torej, struktura vašega telesa se pomika iz potrebe po staranju, ko govorimo o komunikaciji kromosomov in DNA podlage,
telo nima več navodila, da bi reklo, sem mlado in staram se, popolnoma normalno je, da me kaj boli, popolnoma normalno je, da imam sivo mreno, vse to je sprevrženo in vse to se pa potem uresničuje kot rezultat padca v 3D dualistično, polarizirano naravnanost pogleda nase. In tako se čutimo nepovezani od duha, višjega jaza, naše zvezdne družine. Vse to je del velikega prehoda, ki smo mu priča v kolektivni zavesti človeštva na planetu in celo planet sam, njeno telo se spreminja. Zdaj živite in obstajate v soobstoju, sinergiji, s celotno inteligentno strukturo življenja, ki vsebuje planet, Gaia ali Terra, in vsa ta struktura se pomika skozi strukturo telesa, bodisi da gre za telo Zemlje, kristalinsko mrežo, elektromagnetno polje, sončne frekvence, galaktična poravnava iz jedra, vse neposredno vpliva na vaše fizično telo, kajti vaše telo je refleksija tega inteligentnega ekosistema in za vas osebno vaša struktura telesa, ki nosi holističen sistem energije in svetlobe, dekodira vse vplive, ki jih dobivamo. Naprimer, če verjamete, da ima sonce negativen vpliv na vas ali pa sončni žarki predstavljajo motnjo, potem bo telo ustvarilo obrambni mehanizem, ki bo rešitev za to prepričanje ali miselno obliko. In zato vidimo ponovno harmoniziranje med tem, kar mislimo in čutimo, in zavestno evolucijo, kako se razširjamo, ko izstopamo iz konfiguracije uma in možganov v višjo intelektualno zavedanje, ki je povezano s srcem. In potem imamo še spoj z dušo. In tu telo lahko reče, zdaj mi je pa dovoljeno, da se razvijam. In lahko bolje držim svetlobne frekvence in spremembe v vibraciji. Nove sončne frekvence prihajajo vame in vse bolj sem v sinhronosti z Zemljo samo, ki spreminja svoje jedro in telo. Ne vem, če vi to čutite, ampak čutim mater Gajo, kako vibrira na popolnoma drugi ravni. In to pomeni, da se te vibracije reflektirajo na vas, ne če se upirate. Iz krivde, strahu, prestrašenosti ali strahu pred strahom samim, ko sploh ne veš, česa se bojiš. Vse to ustvarja upiranje in telo reče, ne skrbi, tukaj sem, da te podprem in te zaščitim. In tebi sem zvest, ustvaril bom proti odziv na vse to, glede simptomov ali drugih oblik neravnovesja v telesu, ki pravi, vidiš, poslušam te in ustvarjam odziv. To je le en aspekt tega, pa to sploh ni še z upoštevanjem multidimenzionalnega aspekta spremembe vašega telesa, naprimer živčni sistem, vstopa v popolnoma novo konfiguracijo. To vidimo po živčnih poteh v telesu. Boljša je komunikacija med vsemi čakrami in vmesniki v strukturi telesa. Srčno središče prehaja v zgornje čakre, v univerzalno strukturo in povezuje, prinašati povezave z nižjimi čakrami. In tako več ne delujete na osnovi strahu, iz odziva pobeg ali boj, reaktivnost ni več tako prisotna. Odzovete se iz zavedanja, povezanosti, razumevanja. In to bo pomagalo ljudem, da bodo v manj reakcijah. Naprimer, včasih dobim e-mail, ko nekdo reče,
Presrečna sem, da delam to in to, 5 sekund kasneje pa se vse spremeni. Čustveno je taka oseba nestabilna in ustvarja distorcijo v sebi, ki se potem spet odreflektira na osebo, s katero ta človek govori. Bodisi, da se projicira to name, prijatelja, sodelavca, kar naenkrat vidimo refleksijo na ta notranji odziv. Kreacija postane refleksija v zunanjem svetu, ki se odzove nazaj. In potem spet človek reče, lej, kaj si mi naredila? Ne, nič ti nisem naredila, delam s teboj. Tu gre za lastno realizacijo, ki sodeluje s kvantno evolucijo telesa. In ta template, ta odtis bo podprl vaše zavedanje. Koliko več dušne energije, koliko več sposobnosti imate, da lahko dovolite tej fuziji duše, da se duša spoji in vstopi. Zdaj si v kratkem času povedala veliko vsega. Sam sem opazil, kako zelo močno je moje upiranje, ti stari programi so izredno močni. In ker so v podzavesti vskočijo, še preden se moj zavestni lahko odzove in reče, hej, tole zdajle ni realnost. Veliko ljudi ima fizične težave, kar je, kot si rekla, odziv na naša napačna prepričanja in občutke. Med drugim Alcazar bo v Grčiji govoril o tem, da bomo prestopili na popolnoma novo časovnico, ki bo vplivala ne le na nas individualno, ampak na človeštvo kot celoto. In zanima me, kako na to gledajo arkturijanci in kaj se bo zgodilo. Kaj ti Alcazar poudarja, kako pomembno je, da je udeleženih čim več ljudi fizično, če pa že to ne, naj bodo potem z nami v energiji na spletu. Mislim, da gre tu tudi za pomenljivost časa, ko se bo ta dogodek, svetovni dogodek odvijal v Grčiji. Strinjamo se s tem, kako pomembno je ne le, da smo fizično skupaj, kajti predstavljajte si, ali lahko za hip vizualizirate, da ste v Grčiji na tem globalnem srečanju, tam sem jaz, Jules, Pragit in drugi čudoviti predavatelji in vsi izjemni poslanci luči z celega sveta, ki se sestanejo na eni točki na otoku Kos. Kaj čutiš, da se že dogaja tam? Namreč gradimo, oblikujemo katalizator evolucije, soustvarjamo katalizator gibanja. Še posebej, ko nas bo kar nekaj tudi na mističnem popotovanju v Egiptu, veliko nas bo tam, ob tem se mi ne ježi koža. Implementirali bomo vse to na planetarni ravni. Tu vidimo preplet dveh realnosti. Lahko bomo objeli realnost v nebohoda 5. dimenzije, potem pa bomo lahko tudi vizualizirali, soustvarili, povzdignili in manifestirali vse to skupaj. Ko bomo fizično skupaj, bomo podkrepili sinergijo tega katalizatorja v gibanju. Leto 2023 in 2024, to sta dve skupni leti. Arkturijanci so jasno povedali, vse, kar manifestiramo, čistimo, povzdigujemo, implementiramo v letošnjem letu, v aspektu našega dela, bo katalizator za leto 2024, ko bomo lahko stabilizirali to časovnico v nebohoda. Veliko dušnih povezav se mora zgoditi,
V Egiptu bomo vzpostavili Afriko v njen prvotni izvorni dizajn in aktivacija tolikih arhivov se bo zgodila. Bodisi pod sfingama, skozi eterične arhive, gre za kodiranje vseh teh prostorov, uporabili pa bomo tudi Nil kot platformo za okrepitev zgodovinskih omrežij sveta, tako da bomo lahko odstranili te genetske markerje podložnosti, trdo moraš delati, vsa ta prepričanja, vsa ta genetika teh sistemov, ki se je prenašala doslej, vse to še vedno tlači človeštvo, ampak čas je, da vse to odstranimo in očistimo, da naredimo premik in se poravnamo. Kot da bi prižgali luč. In predstavljajte si to srečanje fizično, ko boste tam, ustvarili bomo val za valom masovne energije prebojenja. Planetu bomo pomagali, da se bo končno lahko povzdignil na povzdignjeno obliko 5. dimenzije. Tako da bo Zemlja res lahko zavzela svoj prostor v tem svetu. In zato smo tu, da se spomnimo svojega lastnega procesa v nebohoda. Jaz sem že v nebo vzeta in ko se vračam v to fizično podobo, grem spet po korakih, tako kot mnogi od vas. In če se spomnite, ta klic starih duš, mojstrov, vsi bomo na isti točki, si lahko predstavljate potencial resnične manifestacije za vse nas. Vedno je vse v najvišje dobro, energija pa bo popoln obrat sistemov, shift iz ene polarizacije v poenotenje. In to je eden od aspektov tega, kar vidim. To velja tudi za prenos v živo, prenos nadaljavo, seveda. Vsi vemo, kako je, ko delaš na projektu, karkoli že to je, pa s tabo dela nekaj ljudi, lažje je in bolj zabavno je. In če imamo na tisoče ljudi skupaj z isto namero, ne gre le za to, ampak kaj se zgodi, ko ste v veliki taki skupini? Začutimo, da imamo podporo z našim novim razumevanjem in čutimo podporo pri opuščanju starega, kar vemo, da še vedno vpliva na nas. In del tega, da smo skupaj v tej veliki skupini človeštva, no, to je res ogromno. To bo ogromna podporna energija in spremembe, ki se bodo dogajale, o kateri govori Vivienne, na fizični ravni, na višji dimenziji. To bo podprto tudi energijsko. In ko smo skupaj v veliki skupini, smo bolj sprejemljivi, vse se podkrepi med seboj. In komaj čakam na to izkušnjo. Kot si že rekla, prej bomo v Egiptu in dogajala se bo izjemna energija, preskok na planetu in ta sprememba v energiji bo prinesena na Grčijo teden, dva po obisku v Egiptu. Samo opažam, da smo vsi hudo delali in vsi potrebujemo oddih. In ko bomo skupaj, bomo rekli, zdaj sem svojim plemenom, svojo družino in čutim, da nisem več sam. In ko začutiš, da si svojim plemenom, se to zgodi. Prav tako pa vsi potrebujemo oddih. Vsi vlagamo ogromno predanosti v to delo. To čutim z vama. Ogromno breme je vse to ustvariti. Zato se moramo naravnati tudi na to, da bomo šli skozi reset in da bomo uživali v energiji drug z drugim. Pa še nekaj magičnega, kar se zgodi, ko se fizično povežemo.
ustvarimo ta balonček višje zavesti. To je res nekaj. Leta 2019 smo imeli svetovno srečanje s 500 udeleženci, v Portorožu, potem pa sem bila prav v depresiji. In Alcazar je rekel, pa saj si bila ravno kar s 500 poslanci svetlobe, ampak tako hitro se poravnavamo na višjo realnost, na to podporo, da potem lahko sledi kaj takega. Vivian, odkar smo bili na Mauiju skupaj meseca marca, govoriš o tem, da obstaja nek razlog, zakaj nas bo 1000, pa tudi zakaj ravno oktobra. Mogoče lahko poveš kaj o tem. Na začetku leta smo to pričakovali, ampak zdaj je postalo dosti bolj otipljivo. Na zelo preprosten način, ki je še vedno povzdigojoč, velja, da generacije poslancev svetlobe. No, koliko časa že vidva delata, recimo, Zvezdna vrata, koliko ljudi sta se dotaknila in tako naprej. In če pogledam še druge pionirje pred nami, skozi generacije so prihajali na planet, sejali svetlobo, ustvarjali sinergijo, spremembe in šli skozi težke ovire in programiranje iz kulture, družbe, zgodovine. Končno smo dosegli točko ogromnega preboja. Ko vse te protisile, in vem, da mnogi, ki zdaj poslušate tole, veste točno, zakaj gre. Včasih se borimo proti vetru, pa vztrajamo, čutimo energijo in smo v tej čudoviti sinergiji, ko samo smo in končno pridemo do točke tega, kar je samo biti, večna prisotnost v sinergiji, povezanosti. In ugotovimo, da je učinek tega, kar smo skupaj, skupnim ciljem, srce na srce, ko smo skupaj, preprosto samo začutimo ta dvig. Naj uporabim arkturijanski kamen za tole, ki mi je bil vrnjen pred kratkim. Čudovit gospod na Irskem mi ga je dal. Ga boš dvignila, da ga vidim? Bom. Ko bo pravi trenutek. No, torej, predstavljajte si več rok, ko bomo dvignili Zemljo takole. Dopustili bomo Zemlji, da začuti svoj temelj, predstavljajte si na stotine tisoče rok, ki držimo skupaj planet in dvigamo se skupaj. Ni treba več tako trdo delati, tudi Alcazar to omenja. Predstavljajmo si, kako lahko čutimo, da se Zemlja dviga. Vsak moj prst predstavlja poslanca svetlobe, na tisoče jih je. To je sinergija, ki ji pravimo življenje v zavesti enosti, kar velja za kolektivno zavest arkturijancev. Na milijone rok podpira na tisoče planetov, kot je ta. Na milijone rok podpira na tisoče duš, ki se vračajo v svoje stanje božanskosti in enosti, povezanosti. In to delamo vsi skupaj. Dogodek v Grčiji bo naše povabilo, da se povežemo in začutimo, da povzdigujemo Zemljo in s tem povzdigujemo na tisoče zavestnih življenjskih oblik v kompleksnosti Zemlje in vseh ekosistemih, ki jih nosi. To je slika, ki vam jo ponujam. To je otepljivo. Močnejše je od besed. In to je aspekt tega, kar vidimo. Tale krogla je kar težka, zato jo bom odložila. To je krasna vizualizacija in veliko energije je v njej. Sproščujoča je. To je bil tudi cilj
da prinesemo to sprostitev. Vse, kar smo povedali doslej, je povzeto v tej sliki. Otipljivost, sproščanje, dostopnost. To lahko vidimo. Pragit je omenil kompleksnost in preprostost. Julien, ti pa govoriš o sproščenosti. To je del tega povabila, ko se bomo spet povezali. Življenje v 5D zavesti, ki se odreflektira v telesu. No, to je aspekt tega procesa. Smo v procesu unifikacije. In ko si predstavljamo, da držimo to zemljo, to je edinstveno. Vaša edinstvena frekvenca, podpis je dobro znan. Včasih čutim, da poslance luči skrbi, ali se bom kar izgubil v množici, ali sem jaz del vsega. Ravno obratno je. Vi sijete močneje kot kadarkoli doslej in to se ve ob tem, ko se zberemo. In zato ni važno, ali si plejadanec, arkturijanec, angelsko bitje iz Siriusa, iz sveta vil, elementalov. Vsi se vračamo v svetlobo. In ta točka preprostosti je zelo pomembna, da jo vidimo. Tako izstopite iz uma, želi vse razložiti, katera je beseda, katera je fraza, se sprašujemo, ampak gre ne za besede, ampak za energijsko izkušnjo za besedami. No, zdaj pa imam idejo. Na osnovi te slike, kaj če bi naredili aktivacijo za integracijo tega, kar ste zdaj dobili? Moja arkturijanska delegacija bo prišla za to nežno aktivacijo in transmisijo svetlobnih kod, da bomo začutili, da smo že na tem srečanju, ko vse že obstaja v kvantnem polju. To je že v prostoru. Kaj, če bi to naredili? Običajno povabimo ljudi, naj zaprejo oči. Zato bomo ugasnili kamero. Tudi mi smo imeli ta namen, popolnoma smo v sinhronosti. Zaprite torej oči in si dopustite nekaj globokih vdihov. Začutite prisotnost svoje čakre, ki je pod vznožjem hrbtenice, ki vas prizemlji. Omogoči vam, da prikličete kozmično prisotnost v sebi. Vabimo vas, da nežno začutite svoje celotno telo, njegov template, načrt, odtis, kako se razširja v svetlobi. Z vsakim vdihom začutite in vidite svetlobo, ki vas nežno povzdiguje, napolni pljuča in aktivira vaš notranji či. In to je nežna aktivacija vaše či, ki prinaša tudi elementalna telesa v popolno harmonijo. Preprosto vdihnete v to prisotnost in dopustite si sprejeti naše arkturijanske aktivacije svetlobnih kod.
ki vam pomagajo, da se nežno poravnajo vse čakre med zemljo in zvezdami, vzdolž hrbtenice, navzdol, mimo grla, oziroma navzgor v tretje oko in krono in začutite to ekspanzijo, ki sega vse do 12. točke božanske čakre, kjer je univerzalni sistem vaših čakr. Predstavljajte si ali začutite svoje lastno elektromagnetno polje, ki se razširja in prinaša več svetlobe. Svetloba tolmači energijo za telo in zavest telesa razume jezik energije in prisotnost svetlobe. Dovolite si ta oddih, nežen reset, ko opuščate težka bremena z rameni svojega polja. Toliko vsega nosite v svojem zgodovinskem polju, ki soobstaja z vašim avričnim poljem. Predstavljajte si, da se vam odpira tretje oko in spušča vse akumulacije slik, 3D, iluzij, odtisov. Dovolite, da se osveži vaš pogled in prosite svoje srce, naj vedno razkrije višjo resnico, modrost, usmeritve. Prosite svoje srce, naj vam pokaže širšo sliko. V vseh dimenzijah vašega življenja. In s tem vse bolj in bolj vstopate v 5D način življenja, bivanja, ko uporabljate vse svoje darove, aktivirate svoje intuitivne centre in bolje razumete dekodiranje tega, zakaj gre pri realnostih, kajti realnost je narejena iz mnogoterih projiciranih, večplastnih realnosti, prepletenih s čustvi, filtri, zgodovinskim ozadjem, genetsko prepletenostjo spominov, po prednikih in tako naprej. Predstavljajte si in začutite, da se razširjate onkraj vseh teh plasti projiciranih realnosti in vrnete se v popolno stanje celosti, enosti v vse, kar je. Ali si lahko predstavljate in zaznavate ta velik dizajn, veličasten dizajn, načrt, tak kot je, namesto da bi zaznavali le posamezne delčke njega. In zdaj pošiljamo naše arkturijanske svetlobne kode v čudovitih geometrijskih vzorcih, kjer se prekrivajo fraktali svetlobe in vam omogočijo, da vzpostavite novo ravnovesje in vstopite v popolno osredinjenost s svojim jedrom, z resonanco vaše lastne vibracije, ko osvežite svoj in odprete intelektualno, mentalno polje za pravo znanje in modrost in popolno povezavo z osredinjenostjo vašega srca. Odprite pot
za modrost in esenco vaše duše. Srce in višji se povezujeta. In ko še naprej globoko in počasi dihate, vas vabimo, da začutite in pozdravite te svetlobne kode, ki se zlivajo vzdolž vaše hrbtenice in ustvarjajo ravnovesje med vsemi vmesniki svetlobe, ki so del načrta odtisa za vaše telo. Cilj je popolnoma pozdraviti in se očistiti vseh prvobitnih energij strahu in vseh oblik nižje energije v frekvenci, ki morda še vedno soobstajajo v načrtu vašega telesa, v aspektu vašega telesa svetlobe. In začutite afirmacijo: dajem si, sebi, mojemu umu, mojemu srcu in mojemu telesu popolno dovoljenje, da se povrne v božansko poravnavo. Na novo vzpostavljam notranji mir in ravnovesje in odpiram vrata komunikacije s svojim višjim jazom, z mojo superzavestjo. Energije zvezdnih vrat, mojstri svetlobe, ko vse bolj prepoznavam mojstra v sebi. Vzemite si čas in se preprosto sprostite v to novo poravnavo. Dovolite telesu naj diha z vami, da boste začutili, da je telo energijsko svobodno. Prižgejo se nove možnosti, nove iskre strasti in začutite, kako zelo prisotni ste v služenju svetlobi, samo kar je, vključno s tem, da poskrbite zase, svoje telo, svoje srce. V spoštovanju do avtentičnosti tega, kar ste, onkraj identitet in določenih osebnosti, ki so vgrajene v to 3D realnost. Samo vdihnite v to, da prehajate onkraj teh identifikacij in se vse bolj in bolj zavedate notranjega mojstra svetlobe, ki je v vas. Spomnite se, zakaj v bistvu gre pri vnebohodu. In zdaj vam bomo pomagali, da boste vse danes integrirali z božansko lahkostjo in milostjo. Vabimo vas, da globoko vdihnete in izdihnete. In nežno začutite, da na novo integrirate svojo fizično obliko v polni zavesti, ravnovesju in svežini. Ponovno dobrodošli nazaj. Beautiful. You're now welcome to be here, feel the energy stretching a little bit. Ponovno dobrodošli, začutite energijo, malo se pretegnite. Kako je bilo to za vaju? Kako se počutita Brigitte in Jules? Your microphone is still on mute, Brigitte. He said he doesn't want to come back. I don't want to come back. Rekel je, da noče priti nazaj. Yes, oh, wonderful. Bilo je I heard you čudovito. lips going, amazing. I want to stay in that energy. I understand. Zdelo se mi je, da si rekel osupljivo. We invite people just to Ja, share and tudi chat. sama čutim vibracijo v telesu.
Michelle pravi, osupljivo, odpira se mi spomin. Kelly pravi, počutim se lažjo. Ana bi prav tako kar ostala v tem stanju. I think some people are still in it. Yes. Yes. Imagining. Mislim, da so mnogi še vedno v tem stanju. Predstavljajte si, da ste z nekom v istem prostoru, skupaj smo bili že večkrat, bodisi čez vikend ali čez en teden, in potem razumeš, da ko si fizično drug z drugim in lahko začutiš frekvence, ljubečo prisotnost, veličastno prisotnost moje arturijanske delegacije. Predstavljajte si, kaj to lahko ustvari za vas. Ustvarili bomo nekaj izjemnega in globoka bo izkušnja, ko bomo skupaj v Grčiji. In vem, da vse, kar bomo povedali skozi verbalno komunikacijo, skozi aktivacije, vemo, da je vse to kolektivni glas nas vseh, ko združimo modrost in prezenco, esenco. Potem pa algoritem svetlobe, kode, sinergije, to je povabilo za vse vas osebno. Kot skupnost, da boste lahko začutili, kaj se dejansko razkriva za vas. To je povabilo za vse več in več. To je ta višji potencial. Predstavljajte si, da združimo našo svetlobo. Kaj res lahko dosežemo? In to je naše povabilo. Združimo naše svetlobe. In s tem bomo povzdignili cel planet. Jaz sem za. There's some really wonderful comments. Let's just share a few of those as well. Nekaj komentarjev, poglejmo. En pravi, počutim se lažje, vse je bolj jasno. Proti koncu aktivacije sem videla globoko vijolično svetlobo. Tudi jaz vibriram. Olga pravi, bilo je močno. Čutila sem več v solarnem pletežu kot v hrbtenici, a bilo je krasno. Nataša pravi, vem, da se mi odpira spomin takrat, ko mi pridejo solze. Jasno sem čutila prisotnost mojega superzavestnega jaza. Fin pravi, z Linej sva oba čutila in videla svetlobne kode, ki so potovale gor in dol po hrbtenici. Res je nekaj posebnega. To, kar se dogaja, nekaj odzivov pa je zelo preprostih. Kot recimo izraz hvaležnosti. Ta komentar bi rad prebral in se odzval. Kelly pravi, odprla sem se za Grčijo, ampak kako, pa ni v mojih rokah. Kelly, seveda je kako v tvojih rokah, se vendar ti ustvarjaš, nisi žrtev, nisi tam, da bi samo pasivno prepuščala vse. Veliko je načinov, ki so ti na voljo za podporo, da boš lahko potovala. Izkoristi jih, pojdi na spletno stran. Prosi za podporo, če jo potrebuješ. Pa to ne velja le za Kelly. Veliko je ljudi, ki čutijo, če mi je namenjeno, se bo že zgodilo. No, če ti je namenjeno, ustvari to, uresniči to. Nehajte prelagati odgovornost za svoje življenje. Naredite praktične korake
Ne pričakujte, da bo eksistenca sama vse prinesla sama po sebi. Vse vam je na voljo, ampak to morate preklicati. Vzemite si to. Comments on that, Vivian? Yes, indeed. Thank you so much. Vivian, imaš komentar? Ja, zelo mi je všeč, Pragit, tvoja energija in prisotnost, samo da veš. In Julian, tudi ti si mi navdih. No, današnja aktivacija je vsem pomagala, da smo se rešili bremen. Dvigujemo plasti in to bo pomagalo tudi za vaju, Jules in Pragit. Zelo poravnani smo bili, kajti moja skupina mi je rekla, tukaj rabimo malo pomoči za ta dva. Pragit, omenil si, da moramo sami nekaj ustvariti, da vstopimo v vlogo aktivnega soustvarjalca. Kvantno polje je polje, ki nam nenehno odslikava misli, prepričanja, energijo in kaj čutimo, da je možno ali pa se nam zdi nemogoče. Naprimer, ta izjemna priložnost globalnega srečanja v Grčiji. Jaz vidim, da sem tam, jaz čutim, sem že tam. In potem rečem kvantnemu polju, pa odprimo pot in ustvarimo to manifestacijo. Naslednji korak, greš na spletno stran in rečem, imam močen klic, potrebujem podporo, kaj se lahko naredi. In tako gre akcija v gibanje. Včeraj sem imela meditacijo glede 12 univerzalnih zakonov spola, kako apliciramo sile univerzuma z božansko moško energijo v yang in žensko v yin. Ko združimo yin in yang, delamo s silami univerzuma, kot jim pravimo. Te sile so del kreacije. Ti čudoviti arhetipi božanske ženske, božanske moške energije v akciji, je to, v kar vas vabim. Vprašajte se, ali dajem več energije yinu, ko gremo meditacijo v sebi, čutim, upam, sem sočutna, kar je čudovito. Prinesete tudi yang v enačbo. To je moški arhetip teh sil univerzuma. Skupaj sta ko-kreacija v akciji. Ta dva aspekta sta povezana med seboj. V meditaciji vidim, da ste začutili vprašanje, kako vzpostaviti ravnovesje. Naprimer, tisti dan, ko sem bila povabljena kot sodelujoča na globalnem dogodku svetovnega plemena, sem bila v yinu, v zapredku. Moje telo je bilo vročično, kajti šla sem skozi reset in želela sem se umakniti v yin. Če bi to naredila, mi danes ne bi bili tukaj. Potem pa je prišel moj yang in rekel, ne, podprl bom tvoj yin, moraš biti tam. Vstopila sem v to ravnovesje in se pokazala na ekranu. In tako smo danes skupaj. To je primer, otepljiv primer. Verjemite vase v ko-kreacijo. Začutite to in na moji delavnici v Grčiji z naslovom Galaktično zavedanje bomo naredili še več. Z arkturijanskimi kodami, univerzalno časovno matriko, kako gremo iz 3D v 5D, delali bomo z ilirijanci oziroma izvorno knjižnico. To je originalni DNK template, ta odtis. In kako boste dobili več opolnomočenja, da se boste videli kot mojster v teh ko-kreacijah, kako se vračamo vanje.
Zame je lahko manifestirati pozitivne misli v akcijo in prebujati te kode v nas. Regenerirala bom še več energije. Torej, vprašanje pa je, kako uporabljate svoje notranje sile jina in janga, božansko, moško in žensko energijo skupaj. Zakon spolov in 12 univerzalnih principov predstavlja mogočen nauk in to lahko uporabimo pri tem primeru tukaj. Z nami je Scott. Morda bi dodal svoje informacije, da se bodo ljudje lahko povezali s plemenom. Ja, globalno pleme za mir je to. Hvala tebi in tvoji ekipi, da si nas povezal. Zelo sem hvaležna, ampak to je en tak primer, ko čutiš, da bi nekaj naredil, pa rečeš, ne čutim zdaj, mogoče jutri. Ampak ko ste v tem ne zdaj, veste, da ste v zanki in se vprašajte, kako se ob tem počuti moje srce, če čutite oviro. Vedno imamo dober koncept oklevanja in to je mentalna zanka. Kateri del mene zdaj govori? Vprašajte srce. Sprašuje mojstra v meni, to staro dušo, ki ima to človeško izkušnjo. Kateri del mene zdaj govori? Ali se bojim biti videna? Ali kaj bodo drugi mislili o meni? Ali pa me je strah poti na otok v Grčiji? Tu se bo povezala intergalaktično družina in vprašaš se lahko, ali govori moj nižji ali moj višji jaz. Višji jaz, ki gre naprej. Pojdite preko omejitev, imejte vizijo, odprite tretje oko. Poglejte to prazno platno pred seboj. Kako se počutite, da ste že v Grčiji? Čutim mojo čudovito družino svetlobe okrog mene. Odločeno je, moj odgovor je ja. Potem pa greste na spletno stran. V telesu in duši mi je jasno, da moram biti tam. In naredim naslednji korak. Bodite samozavestni, zaupajte. Ste v tem univerzumu obilja, ki se nenehno spreminja. Hvala za to spodbudo. Zdaj pa praktični napotki. Če želite v Grčijo, pojdite na Stargate Experience Academy spletno stran in našli boste načine za podporo, da boste lahko z nami. Nekaj več kot 50 ljudi že čaka na podporo. Če pa imate kaj več denarja, potem vse šteje, če boste pomagali. Želimo podpreti še več udeležencev, poleg vseh, ki so podporo že dobili. Tisti, ki v tem trenutku živite v obilju, vzemite si trenutek in si predstavljajte, kako je, če imaš težave, težko plačaš najemnino, kupiš hrano, pa si vendarle tako zelo želiš biti fizično del te izjemne globalne družine, ki bi te povzdignila in ti pomagala izstopiti iz te zavesti, zaradi katere ostajamo v omejitvah. Predstavljajte si ta občutek in željo, ki jo imajo ti ljudje. Morda želite podpreti te ljudi, ki so z nami na isti poti in si tako zelo želijo, da bi se odprli za to širšo realnost. Vključimo tudi njih. Pokažimo načine, kako želimo živeti. Pokažimo, da vsak človek na tej zemlji je del tega procesa dvigovanja zemlje.
v to novo realnost. Povzdignimo tudi njih, vse tiste, ki se mučijo pogosto brez razloga, razen da je njihova država v težavah, ker ljudje manipulirajo z njihovimi financami ali kaj podobnega. Če imate viška $10, €10 ali pa na tisoče evrov, prosim, pridite na našo spletno stran in podprite tiste, ki bi res želeli biti tam. Kajti Alcazar je že tolikokrat rekel, dajanje in sprejemanje je del energijskega pretoka. Ko daš, ti eksistenca da. Pa ni nujno, da se to zgodi na enak način, ampak vaše darilo, ljubeče darilo. Eksistenca prepozna. To je srčno povabilo. Ni važno, če date $2-3, kakorkoli že. Vaš namen je, da podprete ljudi, da bodo lahko v Grčiji. Krasno, to mi je res všeč. Vračamo se v skupnost. Dajanje in sprejemanje je del 12 univerzalnih zakonov in načel. Ko prihajamo v ravnovesje, smo v pretoku neskončnosti, na pretoku sprejemanja in dajanja začutimo to sinergijo. To je del našega dogodka. V Grčiji bomo mi tam z vami. Prinašamo arktorijanske delegacije, vključno z arktorijanskim očetom, tam bom jaz in moj angelski mož, Pierre Hansen, bo tudi z menoj. Seveda on predstavlja nadangela Mihaela. Prinesli bomo zelo pomembno arktorijansko prisotnost na otok in sprava na planetu bo fenomenalna. Tudi mi bomo šli skozi preporod. Na kvanten fluiden način videli bomo, kako lahko živimo, soobstajamo in se povzdignemo. Vse to je del naslednjega evolucijskega procesa. Poslušamo o izvoru na zvezdah, o galaktični zgodovini, aktivacijah DNK. Predstavljajte si, da boste fizično v naši prisotnosti. In to energijo vam bomo prinesli. In to je darilo in priložnost za vas in kolektivno in za planet. Resnično bomo manifestirali to, kar presega tudi mojo evolucijo, mojega templejta, tega odtisa. Prišli smo do te točke. Kolektivno smo se pripravljali na tisoče let za ta trenutek in na planetu smo dosegli ta nivo vzvoda na časovnici v nebohoda. Zato je pomembno, da ostanete v svoji povezavi. Naj bo čist. Izognite se umskim motnjam in absorbiranju informacijam. Ne gre več za to, koliko mislite, da veste. Gre za integriranje vaše suverenosti kot že v nebovzeto bitje. Odločni smo glede tega, kajti vidimo veliko časovnico polnomočenja, ki ga dosegamo, ko bomo šli v ta prostor. Pomislite na Zemljo, ki jo podpiramo. Podprite drug drugega, vprašajte srce, kaj želi doseči, kje sem jaz. In toliko več bomo lahko naredili skupaj. Zato vas res vabim, da se prijavite na našo delavnico. Arktorijanci bodo edinstveno prisotni, pa ilirijanci tudi bodo z nami. Pa pitja iz Siriusa. Hvala za vašo podporo. Kajti
Tu ne gre za plačilo. Mi želimo biti tam, ker gre za najbolj pomemben dogodek. In to, kar bomo lahko manifestirali, bo pomenljivo podprlo vas, ko se boste prijavili na to našo delavnico, galaktično zavedanje z arktorijanskimi svetlobnimi kodami, boste podprli tudi moje delo, tako da bomo lahko naredili še več, potovali več in si pomagali. Veliko veselje in zadovoljstvo mi bo videti in srečati se z vami. Moj tim pravi, to, kar kažete zdaj, je en aspekt tega, potem pa so še bodoči aspekti tega dogodka, ki ga bomo razkrili, ko bomo tam, ko bomo lahko začutili, zakaj gre. Kot vidite na ekranu, se lahko prijavite na večer z Vivienne v Grčiji. Lahko pa se prijavite na predstavitve vseh gostov. Izjemni so, predstavili bodo svoje delo, svojo energijo, svojo povezavo. In če lahko, se prijavite na vse večerne dogodke, bodite del celote, podprite vse te ljudi in razumite, da bodo vsi nam dali darilo s svojim delom. Stargate jim ne bo plačal za ta prispevek. Če se boste vi prijavili na njihov večer, bodo iz tega dobili podporo. Vsak je edinstven, vsi se med seboj razlikujejo, vsi pa so del družine Stargate. Nekateri so z nami že več let. To je nekaj, kar je onkraj vsega, kar je onkraj. In želel bi počastiti vse naše goste, ki ponujajo svoje storitve, in vabim vas, da jih podprete, ko oni dajejo podporo nam. Moj arktorijanski oče pravi, da so nekateri z zvezdnimi vrati že dolgo časa. In slišala sem, to velja tudi za nas. Čutim energijo tvojega arktorijanskega očeta. In res me radosti. Čudovito je, ko se te dotakne njegova energija. No, on je na voljo tudi tebi. Tudi jaz ga zelo močno čutim v tem trenutku. Mi kot arktorijanci smo zelo edinstveni in nemogoče nas je pomešati s katero znano ali neznano galaktično skupino, kajti naša prezenca je edinstvena. In ko si v prisotnosti resničnih mojstrov Arcturiusa, je to edinstvena izkušnja, vibracija, prezenca, ki te povzdigne. Vedno je ljubeča, vedno iz vas potegne najboljše in vas opolnomoči, kajti vidimo vas v vaši čisti svetlobi, v tem, kar ste, onkraj teh mask in zunanjih podob. Vedno mi pravijo, spomni se, da si ena od nas. Kajti včasih se navežeš na to podobo, ki jo vidiš. In vedno rečem, to je res, kajti ogromno delam. In vsak dan delamo v zdravljenju, poučujemo, potujemo. Moj tim me mora spomniti na to, spomni se, da si ena od nas, arktorijanka si. In to mi je všeč. In vedno rečem, prihajam domov, v mojo resnično esenco. Verjemite vase na enak način, v to, kar ste. In hvala, vedno se mi ogreje srce, ko sem z vama in ko sodelujemo, ko smo del te čudovite, vse večje družine. In to mi je v veliko čast, v privilegij. Čudovito nama je, da si z nama z galaktično perspektivo. Tako zelo pomembno se je povzdigniti nad vsakdanji svet, nad tisto, kar je očitno.
In ti tako mogočno prispevaš k načinu, s katerim lahko razumemo potencial za spremembo časovnice, na kateri smo. Hvala, da si z nami in komaj že čakam, da bomo skupaj v Egiptu in v Grčiji. To bo še en velik dogodek. Tja potujem v zavesti svojega svetlobnega telesa in vidim Afriko, cel kontinent. Lahko vidim delo, ki smo ga opravili lani, z vsemi bitji v Indijskem oceanu, kako se jug ponovno povezuje z vzhodom in zahodom. Ampak čutim ogromno povezavo z Afriko. In ko bomo skupaj, v Egiptu bo to ključno, ne le za svete točke, ko se vračajo kode, znanje, ko na poti odklepamo s ključi, ampak ko bomo na Nilu, bomo uporabili Nil kot reflektivno ogledalo, ki bo v resnici podkrepilo to poenotenje Afrike, da se sever povrne na kontinent, da se povrne izvorni dizajn, ki ga predstavlja Afrika, kajti zemlja je zibelka točke življenja, je jedro matere Gaje. In ko bomo tam, je to ključno. Sicer moj tim ne bi dovolil, da grem tja fizično. In seveda z veznimi vrati se počutim 100% sproščeno, kajti sicer je krasno videti piramide in tako naprej, ampak sicer ne bi kaj dosti z navdušenjem potovala, ampak pred leti so mi rekli, oziroma lani so mi rekli, da bom šla v Afriko, pa so mi rekli, pravzaprav se vračaš tja. In rekla sem, kako pa, in potem sem spoznala vaju in zdaj se je razkrilo, kako bom šla tja. To je klic, o katerem govorim. Ko dobiš misel, sliko, navdih, kot val se pojavi, potem pa podvomite v to, kako je to možno. Kaj bom naredila z vsem tem? Potem pa ozavestite, da ima ta klic že načrt in energijo. In ko rečete da, ko se predate načrtu, se začnete odpirati za manifestacijo vseh korakov, ki vas bodo popeljali do tja. Lani mi je bilo rečeno, vrnila se boš v Afriko, nisem imela pojma kako. Zdaj pa smo tukaj in govorimo o tem, o Severni Afriki, kamor bomo šli. Zdaj se mi je naježila koža. Pred 30 leti se je pojavilo vprašanje, kdaj bodo šla zvezdna vrata v Egipt, in skoraj da vsako leto smo se spraševali, ali je že čas. Letos pa o tem sploh nismo govorili. Potem pa je prišlo povabilo in odziv je bil ja, velik ja. Ljudje so spraševali, ali bo tudi prenos v živo. Ja, bo. Več o tem pa drugič. Deloma bomo naredili posnetke, deloma predvajali v živo. Kanalizirana sporočila na teh svetih točkah bodo pomembna. Na dan, ko bomo med svingama, bo ravno na mrk. In to je pomenljivo. Ko bomo pri sfingah, kajti sfinge me nagovarjajo že mesece in čutim nekaj, kar nas čaka tam. In tam bomo točno na poln mrk. Za nas poletni, oziroma jesenski, na drugi strani zimski. No, kakorkoli že. V konjunkciji
energije solsticija bomo točno ob energijah sfing. Na jedrni ravni intergalaktičnega razumevanja gre za specifično kvantno dogajanje, konjunkcija v časovnici, in takrat bomo lahko vzpostavili stik z zelo specifičnimi časovnicami znanja, reaktivacije, šli bomo v arhive, na različne ravni transmisij kod in uporabimo besedo kode, ki je kot glavna beseda sama po sebi, ki predstavlja dosti več. In lahko vidimo, koliko se pomika v raven dostopnosti, ko se bomo lahko odprli bomo starodavne arhive v našem templejtu, v našem dizajnu, zato govorimo o evoluciji telesa. Vstopamo namreč v evolucijsko odpiranje, da bomo odprli starodavna vrata ponovno znotraj nas. Naše sposobnosti kot multidimenzionalno bitje so pomembni za dostop do teh arhivov na načine, ki so bili doslej nemogoči zaradi drugih reči, o katerih danes ne bom govorila, ampak pomikamo se v specifično planetarno poravnavo. Ogromno vsega se tukaj dogaja. Zdaj čutim vsa ta bitja, Arcturiusa, Illyriance pa Siriance, in ves čas čutim, kako se portali odpirajo. Vsi bodo prisotni, vsi bodo z nami na taki ravni, ki se je za zdaj še sploh ne moremo v polnosti zavedati. Nekaj prihaja na dan, nekaj se poraja na novo. Tu je prava beseda. Vse bolj dostopno za nas. In vključili bomo vse te aspekte na moji delavnici z Arcturijanci, Illyrijanci, ja vem, tudi Sirijanci. Veliko se dialoga dogaja okrog mene. Vsi so dobrodošli, naj prinesejo svojo energijo in podporo. To čutimo tekom let. In res bomo odprti za te energije, kajti čudovita je podpora, ki nam je na voljo. Nekdo sprašuje, ali ta registracija pomeni za prenos v živo in na spletu. Ja, 111 pomeni dostop do vseh govorcev ali pa 25 samo za Vivienne. S tem boste dobili dostop za sodelovanje v živo in na spletu. Če pridete v Grčijo, boste za to ceno lahko v dvorani, s tem pa boste dobili tudi dostop kasneje do videoposnetkov. Torej, če ne morete biti v Grčiji iz osebnih razlogov, se lahko prijavite za $111 na vse te različne govorce. In seveda vam bodo na voljo tudi kasneje. Lahko pa se prijavite na Stargate Experience globalno srečanje. 2 prenosa v živo boste iz Grčije. Eno je za goste, druga stvar pa je globalno srečanje Stargate. To je glavni dogodek z mano in Pregitom. Lahko se prijavite na najin dogodek, potem pa ob večerih bodo gostje. In tako jih boste podprli. Kot vidite, imate na voljo več cen, kot vedno, za globalno srečanje Stargate. Za tiste, ki imate finančne težave, lahko izkoristite nižjo ceno. Prosimo vas, da nas vendarle podprete v tolikšni meri, kot si to lahko privoščite. Potem pa greste še en korak dalje.
Stargate bo dal na $10,000 kot podpora tistim, ki bi želeli priti, pa ne morejo. Tudi vaša finančna podpora je zelo, zelo dobrodošla. Kot vidite, je cena 33 za tiste, ki imate težave. Če pa je še to preveč, nam pišite na support, na podporo. In povabili vas bomo brezplačno ali pa z donacijami. To srečanje je za vse. In če ne morete biti tam v živo, bodo na voljo posnetki. Ljudje sprašujejo, ali pa bo vendarle energija enaka ali ne. Energija je v kvantnem polju. Lepota tega, da smo skupaj, pa je v tem, da dobite podkrepljen občutek tega, kar delamo. In obdaja vas to polje, ki ga ustvarijo vsi udeleženci. Če ste sami doma, potem je potrebno, da začutite, kot da ste tam. Tudi če poslušate posnetek, usmerite svojo energijo tja. Na ta način se odprete za to, da dobite vse, kar ponujajo te energije. Dobro. In seveda vas vabimo, da si vzamete čas za integracijo tega, kar ste danes sprejeli. Bili smo v prisotnosti arkturjancev, te čudovite svetlobne kode, geometrijske strukture svetlobe se bodo še naprej integrirale v vas. Delali pa bomo še bolj s porajanjem novega mrežnega sistema, ki prihaja na Zemljo, ki se imenuje premoščanje prvega in drugega univerzuma, v katerega prehajamo. In kako lahko integriramo tudi izkušnjo iz Egipta, aktivacijo starodavnih arhivov. Vidimo tudi vodnike, da bodo tam, več je svetov, ni le eden, ampak obstajajo različne ravni svetov in vodnikov, varuhov, ki bodo delali z nami. Te izkušnje bomo lahko imeli na dogodku in začutili boste nadaljevanje tega, kar smo že soustvarili, kar bomo soustvarili iz Egipta, iz Afrike, Grčije. Potem pa bomo delali tudi osebno. S Petrom greva pred našim srečanjem na Santorini, delala bova na atlantidski časovnici, to bo še en dejavnik, ki ga bom dodala. In vabljeni boste tudi v to izkušnjo na delavnici. Najlepša hvala, Vivienne, in vsi vi širom sveta, ki ste se nam pridružili. Za nami je res čudovita izkušnja, vračamo se spet jutri še naslednjimi gosti. Jutri vabimo v našo družbo Siri Barker, ki je že od 90-ih let Stargateovka, dela z zvezdnimi vrati, pomagala pa mi je narediti, sestavljati zvezdna vrata še v času, ko sem živel v Koloradu. Ona je tudi šamanka oziroma sangoma iz Južne Afrike in govorila bo o duhovih vodah. Bodite z nami torej tudi jutri. Hvala lepa, radi vas imamo. Srečno, adijo.